Dober dan, najprej vam, cenjeni poslušalci in poslušalke. Vanja Trkman sem z vami in v našem studiu že pozdravljam tudi župana občine Ajdovščina Tadej Beočan in dober dan tudi vam. Dober dan. Ja, prijeli smo tudi že kar nekaj vprašanj naših poslušalcev na info@robin.si, kar nekaj zanimivih tem bova načela v nadaljevanju. Za uvod pa se ustavimo najprej na cestah. Ja, pač je tako, da nas ceste zelo zanimajo oziroma nas žulijo. Ob prometnih konicah so razmere na ajdovski obvoznici, ne bom rekla kaotične, ampak že precej nevarne, torej prihaja tudi do nevarnih situacij. V pogovorih ste že nekaj let oziroma bomo rekli nekaj časa s pristojnim ministrstvom oziroma direkcijo za ceste, za infrastrukturo in pred novim letom ste prijeli, bomo rekli, dobro novico, da se vendarle obeta začetek projekta preureditve križišča med Tovarniško ulico in obvoznico. Je torej že znan datum začetka tega projekta in kaj vse načrtuje tudi na tem območju občina Ajdovščina? Drži. Na srečo je država uvrstila v proračun rekonstrukcijo tega križišča, gre namreč za državno cesto. Ta rekonstrukcija se bo pričela v letošnjem letu in nadaljevala v prihodnjem letu. Računati gre, da bo na sami lokaciji približno leto dni gradbišče. Osebno ocenjujem, da se bo investicija pričela v poletnem času, verjetno, se pravi poletno-jesenskem času in zaključila tja potem v prvi polovici leta 2026. Samo križišče bo rekonstruirano na način, da bo imelo desne zavijalne pasove brez semaforja, torej, kjer ne bo potrebno čakati na zeleno luč, zato kar bo posledično seveda pomenilo, da se bo tudi križišče hitreje praznilo in da se bomo, bom rekel, izognili vsem tem nevarnostim, do katerih danes že prihaja, predvsem v smislu stoječih vozil na hitri cesti H4. To je tisto, kar je, bom rekel, za to križišče trenutno najbolj problematična točka. Kot občina seveda spremljamo investicijo in se ji bomo pridružili z ureditvijo, bom rekel, pločnikov, kolesarskih stez, prehodov za PSC, ker gre pravzaprav za ne več tako obvoznico, kot že kar za del mesta na tem območju. Je tudi seveda naša usmeritev na tem delu, da, bom rekel, se celotno križišče opremi ustrezno tudi za pešca in kolesarja. Tudi izdelali ste prometno študijo tega območja, govorimo o Tovarniški ulici, kjer ste ugotovili, da bo potrebno dolgoročno iskati rešitve tudi s kakšnim dodatnim križiščem, govorimo srednjeročno obdobje, tako nekako ste zapisali rekonstrukcija dodatnih križišč na območju Tovarniške ceste in južne obvoznice. Kaj lahko rečemo o tem srednjeročnem obdobju, kdaj bi to lahko bilo? Torej, Tovarniška cesta je, bom rekel, po zaključku sedaj ureditve Goriške in Vipavske pravzaprav prva na vrsti za tisto večjo rekonstrukcijo. Zato smo tudi naročili to prometno študijo, ki je pokazala pravzaprav, da bo verjetno potrebno še kakšno križišče na Tovarniški ulici tudi semaforizirati. Kdaj točno se bo to dogajalo, pravzaprav še ne vemo, je pa dejstvo, da želimo, bom rekel, še v tem mandatu izdelati vsaj urbanistično zasnovo, nazadnje gre za najpomembnejšo vpadnico v mesto, torej da bomo lahko, bom rekel, res zgradili to mestotvorno ulico na način, da bo po eni strani seveda varna za pešca kolesarja, po drugi strani, da bo ustrezala prometu, ki je velik na tem, se pravi na tej ulici. In posledično, v bistvu, da, bom rekel, bo jasno tudi vsem nam v ponos. Ocenjujem, kot rečeno, da bi, bom rekel, zdaj v roku naslednjih 2 let nekako prišli do načrtov. Verjetno bomo speljali tudi arhitekturni natečaj, prav zaradi pomembnosti te ulice in pa potem, bom rekel, v bodočem obdobju bodo sledile tiste nujno potrebne izvedbe, ki, bom rekel, jih bo tudi sama študija, ki jih narekuje sama študija, ki je bila izdelana, kot jih bo seveda narekoval tudi projekt. Drugo dejstvo pa je, da bomo, bom rekel, v sklopu različnih investicij, ki se dogajajo ob Tovarniški cesti, pa določene priključke rekonstruirali že prej. Tak je primer, bom rekel, priključka s Tovarniške ulice proti kompleksu C3. No, eden, bomo rekli, žuljev je tudi območje Goriške ceste na mostu čez Hublju. Kakšne rešitve tam snujete oziroma so že kakšne idejne rešitve? Torej, most čez Hubelj je
še v točki, ko pravzaprav še nismo začeli s projektiranjem. Dejstvo pa je, da bo prav javno naročilo za projekt objavljeno v mesecu februarju, kar pomeni, da si lahko, bom rekel, nadejamo rešitve tja že do letošnjega poletja. Potem pa bo sledila izvedba. Namreč pri, bom rekel, urejanju območja oziroma sprejemanju podrobnega prostorskega načrta za območje Stari Mlin, kjer načrtujemo umestitev hotela, se je izkazala potreba potem, da se in tudi zahteva enega od soglasodajalcev, da se rekonstruira tudi most čez Hubelj, zato pravzaprav tudi zdaj pospešujemo te aktivnosti in tudi sama izvedba, bom rekel, ne bo smela biti kasnejša, kot bo, bom rekel, dokončanje prenove, revitalizacije Johmanovega mlina v sam hotel. Pomeni, da govorimo o letu 26 oziroma 27. No, bi zaključila z vprašanjem poslušalca. Zanima ga, kdaj je predvideno širjenje ceste oziroma izgradnja pločnika med vasema Male Žablje in zaselkom Kukovže, stvar, da je bila obljubljena že nekaj let nazaj in še vedno stagnira, navaja poslušalec, ob tem pa poudarja, da je ta odsek ozek, promet pa zelo hiter in je tako za pešce izjemno nevarno. To vrstne investicije so pravzaprav, nekako bom pokarikiral, v rokah krajevnih skupnosti in njihovih prioritetnih planov za vsako posamezno območje. Tem planom, bom rekel, tudi maksimalno sledimo. Je pa dejstvo, da je, bom rekel, prav v letu 24 prišlo do premika nekaterih investicij z leta 24 v potem proračun 25. Ukolikor je bila ta investicija planirana, bom rekel, za leto 24, se je ta premik tudi zgodil. Preveč natančno vprašanje je, da bi zdaj lahko točno povedal. Investicije podobnih veliko. Ogromno. Teh, bom rekel, ureditev je res precej, zato si ne upam, bom rekel, da ne bo narobe potem razumljeno. Si ne upam točno napovedati, lahko pa zadevo preverimo, pa potem, bom rekel, poslušalcev tudi konkretne in točno odgovorimo. Še eno vprašanje poslušalca, ki na to temo takole sprašuje. Zanima me, kdaj bo stekla prenova ulic v Ajdovščini, saj so polne lukenj oziroma vdrtin od nestrokovno opravljenih gradenj, izgledajo kot rimski mozaiki. Pravi poslušalec, ki ga zanima še, zakaj se ne ruši zidov, ki so postavljeni na javno dobro in ovirajo ureditev ulic. Takole, ker se vsebinsko navezuje morda eno z drugim. Torej, morda najprej odgovor na Kastro, ker mislim, da je to vprašanje bolj povezano z drugimi ulicami, kot z ulicami v sami Kastri. Torej, najprej, kar se Kastre tiče, bo ta prenova, bom rekel, stekla bodisi v letu 25, najkasneje pa v letu 26. Za, bom rekel, to nadaljevanje prenove smo izbrali pravzaprav vse tri severne ulice, ki napajajo Lavričev trg, torej Stritarjeva, Vilharjeva in Šibeniška. Najverjetneje bomo, bom rekel, v isto fazo prenove vključili še Gregorčičevo ulico, potem za naslednjo fazo bo pa ostal še tisti zadnji del in to je ureditev trga pred dvorano prve slovenske vlade. S tisto zadnjo bo pa potem seveda celotno to mestno središče prenovljeno in urejeno. Konkretno, kar se tiče samih ulic, torej gre pričakovati, bom rekel, prenovo v letošnjem letu, v drugi polovici oziroma najkasneje leta 26 in pa potem do leta 27, ko bi bila prenova tudi zaključena. Bo pa vse v enakem, bomo rekli, načinu, kot je že sedaj? Ja, bom rekel, sama prenova nadaljuje popolnoma z enako logiko in načinom ureditve, kot imamo prenovo speljano do danes, se pravi do točke, kjer smo jo zaključili pred leti. Pomeni, tisti del, ki je znotraj bivšega obzidja, je v kamnitem, se pravi urejen s kamnom, v kamnitem tlaku. Tisti del, bom rekel, ki pa posega ven iz tega dela, je pa betonski. Torej, s tem, bom rekel, osnovnim vodilom nadaljujemo, enako kot tudi s prezentacijami vsega tistega, kar bomo še našli, zagotovo odkrili pri, bom rekel, sami prenovi. Tudi zato poteka verjetno pod budnim nadzorom arheologov oziroma... Jasno, te investicije bodo seveda tekle pod arheološkim nadzorom, tako je tudi prav, nenazadnje, bom rekel, se čedalje bolj ugotavlja, da je bila Ajdovščina oziroma tedanja Kastra pravzaprav zelo pomemben tabor in, bom rekel, gre jasno to tudi raziskati in pa ustrezno predstaviti, vkolikor je temu tako bilo.
Kar se pa tiče, zdaj še mogoče tisto prvo vprašanje, kar se pa tiče ostalih ulic v Ajdovščini, v prvem delu smo govorili o Tovarniški ulici, ena tistih pomembnejših za prenovo v nadaljevanju tudi Lavričeva cesta, nekako po vsebini se mi zdi, da bolj sodi sem. Da je morda ta ulica mišljena, ne kot tista, kdaj in kako bo deležna prenove. Torej, tukaj se je v preteklosti določene načrte že naredilo, pa vendar smo se potem z krajankami in krajani dogovorili, da te načrte modificiramo. Vezano na to smo tudi ugotavljali, pravzaprav koliko zemljišča imamo na voljo in kakšen profil ulice si sploh lahko privoščimo. A si lahko privoščimo, široko cesto, obojestranske pločnike, obojestranske kolesarke. Glede na, odzive z terena, glede na samo stanje, bomo sedaj tudi pristopili k idejnemu projektu, ki ga bomo potem seveda predebatirali tudi kot že prvič s krajankami in krajani, zato da dobimo pravzaprav neko najboljšo kompromisno rešitev, kako bi ta ulica pravzaprav lahko izgledala. In ta je tista, kjer bo, zagotovo dogajanje tudi že v letošnjem letu prisotno v smislu načrtovanja. V smislu same izvedbe pa v letu 2025 še ne gre, te izvedbe v letu 2025 še ne gre pričakovati. Tudi, vseh podlag za to ne bi imeli, govorim konkretno o projektih. Naslednjo, kar se pa tiče, še marsikatere od ostalih ulic po samem mestu, je pa tako, da je bilo sedaj res veliko investicij, predvsem v izgradnjo optičnega omrežja, se pravi, kar nekaj ulic je ostalo še, nezaključenih, torej po teh posegih za potrebe postavitve optike. Vse tisto, smo v dogovorih z investitorji, da se bo tekom jasno letošnjega leta uredilo, ponovno asfaltiralo, in da bojo ulice na ta način potem tudi urejene. No, še prej sva omenila tudi Johmanov mlin, oziroma ste omenili v sklopu investicije na Goriški cesti. V letu 2023, spomnimo, ste na javni dražbi prodali ta, pomemben spomenik občine Ajdovščina in se zavezali z družbo, da bo tam zrasel 4-zvezdnični hotel, oziroma družba bo gradila, občina se je seveda zavezala, da bo speljala vse ostale postopke. Morda ob tem, v kakšni fazi je ta projekt, ki dejansko še čaka tisto luč, oziroma da bo zasijal v novi podobi? Pričakovati gre, da bo za celoten projekt, tako za hotel, kot tudi za širšo ureditev, ki bo v domeni občine in ureditev komunalne infrastrukture, gradbeno dovoljenje pridobljeno letos. Smo v fazi izdelave podrobnega prostorskega načrta, ta je tudi že bil, javno razgrnjen, in verjamem da bomo vse te postopke pripeljali tja do meseca septembra, ko bi lahko bil potrjen, kar pomeni, da se lahko takrat tudi vlagajo vloge za gradbeno dovoljenje. Istočasno, jasno, z našim projektiranjem infrastrukture teče tudi projektiranje hotela. Idejni načrt je nekje usklajen in potrjen z vsemi soglasodajalci, ki so prisotni na tem območju, tudi Zavodom za varstvo kulturne dediščine, in pravzaprav vse čaka zdaj te formalne postopke, ki jih moramo peljati vezano na OPPN. Ko bojo ti postopki zaključeni, pa se bojo verjetno na terenu zelo hitro začele stvari odvijati. Kot rečeno pa, treba je počakati sprejem teh aktov, ki so predvideni za september. No, verjetno številne Ajdovce zanima, ali bo ohranjen vsaj kakšen košček vedute, te znamenite vodute. Zagotovo ohranja se, to je bila pravzaprav, zaveza tako investitorja kot tudi občine. Ne nazadnje je bil to tudi pogoj Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Torej, objekt starega mlina ostaja popolnoma v enakih dimenzijah in gabaritih, kot je na lokaciji prisoten danes. V enakih gabaritih in dimenzijah bo ostal tudi sam stolp, ki je, tisti prvi del testeninke v zadnjem delu, za tiste, ki, objekt podrobneje poznajo. Se bo pa rušil ta, kasnejši prizidek Johmanovemu mlinu, tako imenovana testeninka, iz katere bo pa zrasel, potem nov prizidek proti severu. Torej, zagotovo ohranjamo tisti najpomembnejši del dediščine, in to je, objekt Johmanovega mlina v taki obliki, kot je bil zgrajen in kot je prisoten tudi še danes.
Še v ta sklop sem umestila vprašanje poslušalke, ki jo zanima, kaj bo s stavbo nekdanjega Nanosa na Lavričevem trgu, torej v središču mesta, ki je sedaj že dolgo let prazna. Govorilo se je, da naj bi se vanjo preselila občinska uprava. Ali je to še vedno v načrtu in kakšna je predvidena časovnica? Ja, tudi to je še vedno v načrtu. Še vedno pridobivamo gradbeno dovoljenje za, rekonstrukcijo objekta za potrebe občinske uprave. Nekje pričakujemo, oziroma po informacijah, ki jih imam, smo relativno daleč v postopku in gre računati na to, da bomo do gradbenega dovoljenja prišli letos. Sama izvedba je pa potem pogojena pravzaprav tudi z potencialom pridobitve drugih virov, torej da ne bo to breme samo občinskega proračuna. Konkretno, računamo na sredstva energetske sanacije, ko bomo enkrat gradbeno dovoljenje seveda imeli in odvisno od teh zunanjih virov financiranja, bo potem tudi štart same investicije. Torej, želja pa je seveda, tudi glede na to, da trenutno občinska uprava deluje v dveh, sicer bližnjih, a nepovezanih objektih, da to preselitev izpeljemo čim prej. Veliko zanimanja je pred leti sprožil projekt hišk za 50 tisoč evrov namenjenih mladim, pa naj na tem mestu vprašam z besedami poslušalca, ki takole pravi: kot je znano, je inštitut Back to the Village, ki bi moral voditi ta projekt, še v stečaj. Projekt je prevzela občina Ajdovščina. Zanima me, kdaj se bo začela gradnja pilotnih 2 hiš v Dobravljah in kakšni so nadaljnji načrti glede teh hišk. No, ob tem tudi vprašanje, da je v strategiji za mlade v občini Ajdovščina za leta 2024-2028 navedeno, da naj bi bile hiške zgrajene, 4 hiše zgrajene v letu 2024, v letošnjem letu 2, v letu 2027 pa kar 40. Kako nameravate doseči te kazalnike in kje bo lokacija preostalih načrtovanih hiš? Torej, kar se tiče tega projekta, je takrat res, s težavami iniciatorja samega projekta zadeva nekoliko zastala, pa vendar smo se kot občina odločili, da bomo s projektom, kar je dober, tudi nadaljevali. Zato smo nadaljevali, oziroma pričeli sami s projektiranjem objektov. Zanje imamo pridobljeno gradbeno dovoljenje, konkretno govorimo o prvih 4 enotah v Dobravljah. Zadevo je prevzel tudi naš stanovanjski sklad in kot rečeno, gradbeno dovoljenje je pridobljeno. Za 4 hiše. Sedaj se s tem projektom tudi prijavljamo na razpis države za sofinanciranje gradenj, tovrstnih gradenj. Pričakujemo tudi seveda, da bomo s to prijavo uspešni. V vsakem primeru pa je gradnja predvidena že za letos. Izveden je bil tudi že, izbor izvajalca, pa mislim, da ga bo v delu treba, oziroma da ga bo treba ponoviti zaradi neustreznih ponudb, kot so prišle. Ne glede na to, v bistvu verjamem, da bo ta drugi krog uspešen, kar pomeni, da bomo letos tudi do teh 4 prvih enot prišli. Sam projekt bo seveda takrat potem ocenjen, evalviran in ko bo ugotovljeno, verjamem, da bo temu tako, da gre pravzaprav res za en zelo dober in dolgoročno vzdržen model, bomo z gradnjo dodatnih enot zagotovo nadaljevali. Točna lokacija pravzaprav pa še ni določena, niti v okviru tega, ali bodo to enote v mestu ali bodo na podeželju. Definitivno pa, pričakujem, da bomo s projektom v bistveno večjih številkah tudi nadaljevali. Kaj pa s pravilnikom je že pripravljen? Najprej je bilo rečeno prodaja, oziroma sedaj je mišljen najem, dolgoročni najem? Ja, najprej smo, govorili o prodaji, zato smo tudi določene pravilnike že sprejemali, s katerimi bi občina lahko tudi subvencionirala to vrstne nakupe, zato da smo res zagotavljali tisto ceno 50 tisoč evrov. Kakorkoli, še marsikatere druge tehnične težave so se pojavile pri potencialnih prodajah, predvsem vezano tudi na osnovno idejo, da se potem ti objekti, ko prosilec ne želi več v njih bivati, vrača nazaj na stanovanjski sklad oziroma na občino. Zato smo se odločili, da s tem prvim pilotnim delom gremo predvsem v najemnem smislu, torej objekti bodo še vedno namenjeni zgolj mladim in mladim družinam, ampak v smislu dolgoročnega najema.
Potem pa, bom rekel, in skozi ta projekt bomo predvsem to kakovost gradnje ugotavljali, ker gre konec koncev za neko novo tehnologijo, ki jo še kot občina ne poznamo. In če se izkaže pravzaprav, da je to tak vzdržen model, vse stvari kažejo na to, pa bomo potem jasno v obeh smereh iskali tudi nove rešitve, tako torej za prodajo, kot tudi za dolgoročne najeme. Sicer pa stanovanjska gradnja na Ajdovskem lahko rečemo cveti. Mislim, da ste navedli podatek, da je v gradnji oziroma v projektiranju ves čas nekje okvirno 300 stanovanj. Največ jih bo seveda zraslo trenutno na območju Ribnika, se pa nekaj premika tudi na območju samega centra, torej na območju nekdanje Lipe. Kdaj bi tam lahko že stekla stanovanjska gradnja, koliko enot je predvidenih? Torej, drži, največ, bom rekel, se je v preteklih letih zgodilo na Ribniku, na območju, bom rekel, čisto na vzhodu mesta. Tam se bosta v letošnjem letu začela gradnja še, bom rekel, zadnjih 2 stolpičev, kar bo zaključeno v prihodnjem letu. V samem centru mesta pa je tisti največji projekt, ki čaka še na izvedbo, projekt stanovanj na območju bivše Lipe. Tukaj pričakujemo pravzaprav izdajo gradbenega dovoljenja nekje v prvih 2 mesecih letošnjega leta, torej nekje v mesecu februarju že. Upam, da se bo to seveda tudi zgodilo. Občina že ima pridobljeno gradbeno dovoljenje za komunalno infrastrukturo, sedaj čakamo, bom rekel, še gradbeno dovoljenje za, bom rekel, samo gradnjo blokov. Tudi, bom rekel, nadaljevanje projekta smo že nekje zastavili, ta prvi namreč predvideva 3 stanovanjske stolpiče, drugi še dodatne 4 in tudi za te dodatne 4 smo že začeli z idejnim projektiranjem, tudi idejne zasnove so že končane, kjer pa bo, bom rekel, ob zasebnih investicijah prisoten tudi naš stanovanjski sklad in upam, da tudi državni stanovanjski sklad, kar pomeni pravzaprav, da bomo ob stanovanjih, ki bodo seveda ponujene na trgu, zagotavljali tudi neko število javnih najemnih stanovanj, kar je zagotovo, bom rekel, tudi eden od pomembnih ciljev, ki jih kot občina zasledujemo. Torej, ocenjujem, v bistvu, da bomo s to prvo fazo pričeli v letošnjem letu, že z samo gradnjo govorim, in pa potem se bo, bom rekel, z vso to dinamiko projekt peljal najverjetneje ta nekje do leta 28 oziroma vključno leta 28. Skupaj je na tej lokaciji predvidenih do 200 stanovanjskih enot. Še čisto na kratko, na območju Planine, na stranah, torej ste prodali zazidljive parcele, kako kaže z gradnjo komunalne infrastrukture? Pridobljeno imamo gradbeno dovoljenje in tudi že javno naročilo za izvajalca v teku, kar pomeni, bom rekel, da takoj po jasno podpisu pogodbe potem se bodo dela tudi pričela. Nekje spet ocenjeno je, glede na velikost območja in oziroma samo velikost projekta, da bodo trajala približno dobro leto. Proračuna za letošnje in prihodnje leto rekordna. Ena letošnjih največjih investicij je v osnovno šolo Šturje, kjer naj bi letos stekla dolgo pričakovana prizidava in rekonstrukcija šolskega objekta. Župan Tadej Beočanin, kdaj ocenjujete, bodo pri tej šoli zabrneli stroji in kako bo pravzaprav potekal tudi pouk v tem času in kdaj naj bi se gradnja zaključila? Danes smo še v točki, ko nimamo pridobljenega gradbenega dovoljenja, vse sile imamo usmerjene v to. Pri pridobivanju gradbenega dovoljenja se je namreč izkazalo, da, bom rekel, moramo v delu rekonstruirati tudi, bom rekel, komunalno infrastrukturo na Bevkovi ulici, kar pomeni, v bistvu, da je projekt pridobil še kar, bom rekel, nekaj dodatnih gabaritov, na katere je potrebno odgovoriti. Torej, ocenjujem, da bomo do gradbenega dovoljenja v letošnjem letu zagotovo prišli in sam začetek gradnje, bom rekel, najkasneje seveda oziroma najprej nekje v zadnji triadi letošnjega leta, najkasneje pa takoj v začetku leta 26. Gre pravzaprav za prizidavo, ki na obstoječ objekt niti ne bo vplivala dosti, namreč v celoti tak objekt podvajamo bom rekel, zamaknjeno proti skladiščem civilne zaščite, bom rekel, za tiste, ki lokacijo bolj podrobno poznajo, in jo potem povezujemo pravzaprav z novim vhodom, avlo in parterjem pred šolo.
Kar pomeni, ne, da niti obremenitev obstoječega objekta tekom gradnje ne bo velika. Verjamem pa v tistih delih, ne, v bistvu, ki bodo del povezav, se pravi, ko bo treba tiste preboje in tako delati, da se bodo pa izvedli v času poletnih počitnic. Projekt je zelo velik, tudi ocenjujem, da se bo, bom rekel, na gradbišču odvijal vsaj 2 leti, kar pomeni v bistvu, da ne, je teh obdobij, ko se lahko, bom rekel, dela izvršijo, da ne motijo, bom rekel, obstoječega pouka dovolj, da lahko, bom rekel, to investicijo speljemo na način, da ne bo potrebnih kakršnikoli sprememb v zvezi z organizacijo pouka v obstoječem objektu. Na to temo oziroma v bližini te investicije prihaja vprašanje poslušalca, ki pravi, na območju Šturja in Ribnika se povečujejo stanovanjske kapacitete, načrtovana je tudi širitev osnovne šole Šturje. Glede na to me zanima, ali so kakšni načrti za degradirano območje nekdanje vojašnice Srečka Kosovela in kdaj se bo pričelo uresničevanje pobude za ozelenitev tega predela, ki je bila podana v prejšnjem ciklu participativnega proračuna Moja pobuda. Torej, imamo v načrtu tudi urejanje tega celotnega območja bivše vojašnice Srečka Kosovela. Konkretno letos nameravamo, in to smo oddajali, bom rekel, tudi prijavo za pridobitev zunanjih virov financiranja prav v tem mesecu, začeti in končati, ne, z preureditvijo stare hiše mladih. Govorimo torej o celotnem tem objektu, ki bo deležen celovite sanacije, torej investicija je ocenjena čez 1 milijon evrov. In v sklopu, bom rekel, te ureditve bomo seveda tudi, bom rekel, pristopili k urejanju tistih vsaj bližnjih delov okolice tega objekta, pri čemer, ne, za tisto veliko ploščad, ne, ki je nekako med vsemi 3 objekti, pa še ni, bom rekel, znane točne in končne rešitve, variantne rešitve. Namreč gre za območje, ki je lahko namenjeno številnim aktivnostim, tudi en tak, bom rekel, res kvaliteten in velik prostor, kjer pa verjetno moramo najprej z nekim javnim posvetom pravzaprav tudi določiti same vsebine, ki se bodo vse na tej lokaciji tudi dogajale. Torej, za kakšne namene vse se bo tisto območje urejalo in potem, ne, posledica, bom rekel, te vsebinske odločitve je seveda tudi sam način urejanja. Torej, bližnji del stare hiše mladih bo urejen v letošnjem letu, skupaj s prenovo tega objekta, za preostale dele pa pravzaprav še nimamo zadeve v načrtih. No, če sedaj preverimo še stanje v vrtcih, že vrsto let se soočate s prostorsko stisko tudi pri teh najmlajših. Letos bodo sicer urejene dodatne enote. Je dolgoročno še vedno v načrtih nov vrtec na policah, kdaj bi ga lahko umestili in kje boste iskali vire financiranja za ta velik projekt? Torej, kar se tiče vrtcev, imamo sedaj za 2 leti planirano gradnjo 6 oddelkov, 6 novih oddelkov za potrebe vrtca, 2 te štartata v letošnjem letu v Lokavcu in pa 4 v Ajdovščini, prav na območju Ribnika. Bom rekel, prostorske pogoje imamo za oba projekta že zagotovljene. Tisti velik 20-oddelčni vrtec na območju policije seveda še vedno v načrtih, še vedno je aktualen in tudi pričakujem, da se bo, bom rekel, z njegovo gradnjo pričelo takoj po zaključku prizidave osnovni šoli Šturje. Gre namreč spet, bom rekel, za zelo velik projekt, ki ga jasno nameravamo nasloviti takoj takrat, ko bojo proračunske zmožnosti omogočale tudi, bom rekel, to gradnjo. Same zunanje vire financiranja pa jasno nameravamo iskati, bom rekel, za vse te gradnje, tako za osnovno šolo Šturje, kot seveda tudi za te manjše vrtce, ki sem jih omenil, in pa tudi ta velik vrtec. Pravzaprav trenutno edini identificiran vir je iz naslova Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, kjer, bom rekel, imamo podatke, da bodo, bom rekel, razpisi objavljeni v letošnjem letu za programsko obdobje od leta 26 do 29. Kar pomeni, da bomo s temi projekti zagotovo na razpisu kandidirali. Odvisno od samih pogojev razpisa pa seveda bo
bo to, s katerimi projekti vsemi se bomo prijavljali, ne, torej koliko je največ projektov, ki jih lahko pravzaprav na razpis sploh prijavimo. Ker smo prijeli kar nekaj vprašanj na to temo, bomo z ajdovskim županom Tadejem Bevčaninom v nadaljevanju načeli temo športne dvorane. Glede na visok nivo dvoranskih ekipnih športov in velikih potreb po novi kapaciteti, nas športno stroko zanima, kako se boste podrobno soočili s to problematiko, kakšna je dejansko vizija nove reprezentativne dvorane, ki ste jo večkrat javno napovedali, kdaj bo gledala luč sveta, kje bo postavljena, sprašuje poslušalec. In še kar, da vključim tudi drugo vprašanje, kolikšna bo kapaciteta sedišč nove dvorane, kdaj je predviden začetek izgradnje, kakšna je cena investicije, seveda lokacija pa zanima najbolj tudi tretjega poslušalca. Župan, koliko podrobno nam lahko že poveste v tem trenutku? Povem lahko vse tisto, kar je znano v tem trenutku, in to je to, da je pravzaprav odločitev o tej reprezentativni športni dvorani dozorela, da, bom rekel, je splošna ugotovitev, da takšno dvorano, bom rekel, kot občina zagotovo potrebujemo in bomo vsem postopkom, ki nas bodo do dvorane pripeljali, tudi pristopili. Konkretno, bom rekel, se spogledujemo z nekaj lokacijami na območju mesta. Govorimo o lokaciji severno od osnovne šole Danila Lokarja oziroma v delu, kjer je danes prisotno tudi igrišče z umetno travo. Nadalje spogledujemo se z lokacijo ob vrtcu, Police, ki sva ga prej omenjala, tudi tam je, bom rekel, neka površina, ki bi lahko služila temu namenu, in pa tudi z eno od lokacij severno od letališča. Dejstvo je namreč, da je, bom rekel, taka dvorana zelo velik objekt, predvsem pa, da tudi, bom rekel, ta objekt terja veliko število spremljevalne infrastrukture, predvsem parkirišč in, bom rekel, teh zunanjih ureditev. Jasno, ne bi jo želeli potem povezati tudi z zunanjimi športnimi površinami, kar pomeni, da je to zahtevano območje precej veliko in jo moramo zato umeščati, bom rekel, nekam ob rob mesta. Istočasno pa, bom rekel, zaradi čim lažjega upravljanja, čim bližje obstoječemu športnemu centru Ajdovščina, torej obstoječim dvoranam. Si že upate napovedati kakšno časovnico? Mogoče odgovorim še na nekaj tistih konkretnejših vprašanj, čeprav še niso znane, torej koliko sedišč in podobno. Kakšna bo torej ta dvorana? Za taka vprašanja je še prezgodaj, kajti, bom rekel, projekti še niso pričeli, niti, bom rekel, teh posvetov in strokovnih podlag še nismo izdelali, za koliko sedišč ne bi bila dvorana tudi zgrajena. Dejstvo pa je, da bo večja od trenutno največje dvorane v občini, tako seveda po, bom rekel, športnih površinah in kot seveda tudi po sediščih oziroma prostorih za obiskovalce in pa spremljevalni infrastrukturi, pri čemer govorim predvsem o neki večji sprejemni avli takšnega objekta. Kar se časovnice tiče, pa smo nekje sprejeli zavezo, da, bom rekel, ta mandat, torej tekom naslednjih 2 let, pridemo do arhitekturne rešitve in pa potem v bistvu počasi s pripravo jasno dokumentacije za samo gradnjo, bom rekel, pa nekaj, kar bo počakalo prihodnji mandat tako občinskega sveta kot tudi župana. Torej v tem mandatu je zamišljeno, da pridemo do tiste arhitekturne rešitve, idejnih načrtov za dvorano in to verjamem, da nam bo tudi uspelo. Torej 3 lokacije, bo še pestro. Še morda vprašanje za ljubitelje nogometa, kdaj bodo lahko domači igrali na domačem stadionu, torej kako kaže s projektom postavitve reflektorjev? Torej, reflektorji bojo postavljeni v mesecu marcu, kot imamo pravzaprav zadnjo napoved strani izvajalca. Kar se pa tiče, bom rekel, igranja domačih tekem, je pa to v pristojnosti NZS-ja, bo rekel, kar se nas tiče, bi se te tekme že lahko odvijale tudi na našem stadionu. Ja, začniva oziroma omeniva pa tudi naložbo, ki se bo, bomo rekli, po časovnicah začela odvijati še v letošnjem letu. Gre namreč za gradnjo zdravstvenega centra s helikopterskim centrom v bližini. Skratka, gre za en velik projekt, ki bo seveda zanimal oziroma ki bo praktično namenjen vsem prebivalcem občine Ajdovščina, pa tudi širše. Je že znan potek oziroma kdaj se bodo dela začela?
Vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja za projekt tako zdravstvenega centra z lekarno, kot tudi helikopterske nujne medicinske pomoči, torej za to bazo helikoptersko, je zelo daleč in ocenjujem, bom rekel, da bo do konca meseca februarja tudi vložena. Sami projekti so, bom rekel, pripravljeni. Prav pred kratkim smo dobili še tisto, bom rekel, zadnjo uskladitev, ki je bila potrebna zaradi novega priključka na državno cesto med Ajdovščino in vasjo Cesta. S tem imamo pravzaprav vse tiste težave, ki so nastopale tekom projektiranja, tudi rešene. Kot rečeno, smo v fazi, ko se finišira vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja. Nekje pričakujem pravzaprav, da bi z gradnjo morali pričeti do konca letošnjega leta, torej po vlogi za gradbeno dovoljenje sledijo seveda še projekti za izvedbo in pa potem izbor izvajalca. Vkolikor se stvari ne bojo, bom rekel, dodatno zapletale, smo, bom rekel, v časovnici začetka izgradnje še letos. Še nekaj trenutkov ostaja z nami ajdovski župan Tadej Beočan in čisto na kratko o projektu Expo Vipavske doline, ki je že nekaj let v načrtih. Kako potekajo tam postopki? Boste z njim začeli v kratkem? Projekt Expo je, bom rekel, v lanskem letu bil deležen podpisovanja pisma o nameri. S 17, bom rekel, zunanjimi partnerji smo ta pismo o nameri podpisali. Kar pomeni, da, bom rekel, smo že zgodbo dovolj uokvirili, da lahko, bom rekel, izdelujemo projektno nalogo. Ta je tudi sedaj v sami pripravi. Ko bo zaključena, bom rekel, en zelo kompleksen del ima, in to je ta nastanitveni v povezavi z konferenčnim oziroma kongresnim centrom in pa samo restauracijo. Ko bo ta del, ko bo projektna naloga zaključena, sledi arhitekturni natečaj in pa seveda, kot to rečem za vsako investicijo, upam, da čim hitreje kasneje tudi seveda izvedba. Pa vendar, v bistvu v letošnjem letu v bistvu gre pričakovati korake najdlje do arhitekturnega natečaja. Morda se samo vsebinsko navezuje vprašanje poslušalke, ki pravi: zanima me, če na občini razmišljate kaj o spodbudah gostincem oziroma ponudbi lokalne domače hrane, tako za turiste kot zaposlene, ki delamo v centru Ajdovščine, in je vprašanje, kam iti na kosilo, domačo hrano na žlico v centru, v središču samega mesta, večna uganka, tudi glede na dejstvo, da je občina Ajdovščina zelenjavno in sadno središče Vipavske doline. Kam torej na kosilo? Ta problem je seveda identificiran, predvsem v mestnem središču nam manjka tista gostinska ponudba. Tukaj skušamo seveda kot občina biti predvsem, bom rekel, nek pobudnik tega, da se lokali odpirajo. Po, bom rekel, doslej zbranih informacijah oziroma po pogovorih, ki sem jih tudi imel na to temo, gre pričakovati, bom rekel, 2 novi restauraciji v sklopu novega hotela, ki se bo šele, bom rekel, gradil. Govorimo o hotelu Johmanov Mlin. Tam sta 2 restauraciji, bom rekel, predvideni. In pa, bom rekel, tudi oživitev ene od restauracij na Lavričevem trgu. Jaz verjamem, da se bojo, bom rekel, te iniciative, bom rekel, poklople, gre konec koncev za zadeve, ki so prisotne na trgu in jih lahko kot občina samo nekoliko spodbujamo, pa vendar bom rekel, niso povsem v naših rokah. Tudi, bom rekel, sam si želim, da vsi ti projekti, ki so, bom rekel, sedaj v fazi iniciacije, v bistvu, da se tudi čimprej res izpeljejo. Kar se pa tiče, bom rekel, samih spodbud, že vrsto let imamo prisotne spodbude, predvsem, bom rekel, za programe, projekte in neke inovacije na področju turizma. Konkretno, bom rekel, so do njih upravičeni seveda vsi poslovni subjekti in, bom rekel, ti inštrumenti nam pa že tečejo. Dobrodošli, domači gostinci. Župan, hvala lepa za vse povedano in za obisk v našem studiu. Lep dan še naprej. Hvala tudi vam za povabila. In seveda hvala tudi vam, spoštovani in spoštovane, da ste bili z nami. Naj vam dan prijetno mine. Dober dan, župan.